Prava redkost je, da na cesti srečaš delavce, ki popravljajo bankine in še to tako, da jih odplakne že prvi dež. Da o luknjah na cestah zadnja leta jih krpa kar ročno, ne izgubljamo besed. Kaj bi rekel, mislim, da bi lahko bile boljše, no, glede na to, da tudi plačujemo ta cestni sklad oziroma ko zavaruješ avtomobil in to. Ne. S tem tudi posledično nastajajo razne škode na avtomobilih. Velika žalost. Ne, to je sramota. Samo kam pa denar gre, pa nihče ne ve. Zelo slabe. Treba dosta popravila v to, ne. Koliko pač plačamo cestnine v to. Ceste so v zelo slabem stanju. Vse od cele Slovenije, od Primorske do Prekmurja. Ene so solidne, ene pa so zelo slabe. Sploh to, če pa češ na Pohorje, na Areh je kriminal na koncu. Ja, luknje pa tak, tiste so pa fajn, pa mlakuže, mlake, ne. Večni izgovori, da gre za zmrzlinske poškodbe, bodo letos težko obveljali. Dejstvo je, da občina iz leta v leto krči proračun za vzdrževanje cest z okoli 300 tisočaki. Kolikor so jih v zadnjih 2 letih namenili za ceste, pa se glede na katastrofalno stanje ne popravi niti najnujnejše. Koliko denarja bo na voljo letos, nam na občini danes ni uspelo izvedeti, saj kot so povedali, morajo najprej sprejeti proračun. Ker pa ima tudi občinska blagajna veliko luknjo, ni pričakovati večjih sprememb. In medtem ko vozniki strpno vozimo in za takšne ceste še plačujemo, na občini povsem brez slabe vesti posodabljajo in nabavljajo drago računalniško opremo. Za mestne svetnike so namreč lani nabavili kar 22 iPadov in zanje brez težav odšteli okoli 14 tisočakov. Na popravilo cest pa bomo očitno morali še počakati.